Gimnazija in srednja šola Kočevje izobražuje 9 izobraževalnih programov, od gimnazije in vse do nižjega poklicnega izobraževanja. Na šoli imamo ogromno projektov, ki so seveda ciljno naravnani. Naš temeljni cilj je, da dijake opremimo z znanjem in jih vključujemo v širšo lokalno skupnost, da jih naučimo predvsem vseh veščin za življenje. V okviru pouka imam možnost uresničiti svoje ideje in ko sem začel delati prakso in vse z lesom, sem spoznal voljo za lesom, da rad izdelujem, vonj, vse. Tako da mi je bilo super in res se vidim v tem. Povezujemo se z lokalnim okoljem predvsem zaradi tega, da dijaki svoje izdelke, ki jih izdelujejo, tudi vidijo v praksi in vidijo tudi njegove učinke. Posebej smo ponosni na klopi, katere smo postavili po celotnem mestu, na pripomočke, ki smo izdelali za slepe in slabovidne, ter na uporabne izdelke, ki jih izdelujemo na šoli. Vedenje dijakov se zelo kaže pozitivno. Dijaki drug drugega spodbujajo in se medsebojno tudi motivirajo. Bi rekla, da vrstniško partnerstvo pri nas zelo deluje. Udeležujemo se tudi čistilnih akcij, skrbimo za čisto okolje. Tako se učimo, kako biti aktivni, sodelovati, se spoštovati in pomagati tam, kjer je to tudi mogoče. Pouk ITS v 2. in 3. letniku programa gimnazije izvajamo, ker prepoznavamo dodano vrednost za dijake. Tak pouk omogoča razvoj velikega nabora podjetnostnih kompetenc, kot tudi kompetenc za trajnost. Skupna značilnost ITS-ov pa je, da so dijaki v okolju aktivni in sicer na različnih področjih, tako na družbenih, okoljskih kot tudi umetnostnih. Vsak dijak si je izbral svojega umetnika in umetnino in v bistvu njegova naloga je bila to, da je reinterpretiral na nek svoj način. Jaz sem si izbrala umetnika Tomaža Hartmana in v bistvu naredila reinterpretacijo njegove umetnine z naslovom Pragozdni sprehod. Podpiranje pravičnosti in vrednotenje trajnosti sta kompetenci, ki bi jo najbolj izpostavili v okviru poosebljanja vrednot. Namen projekta je v bistvu tudi, da ti izbereš umetnika iz lokalnega okolja, ne nekega tujega, ki v bistvu se mogoče lahko, ko sem se jaz tudi z njim, povežeš preko tega projekta. Na področju prihodnosti bi izpostavili pismenost za prihodnost, prilagodljivost in raziskovalno mišljenje. Sta dve izkušnji. Prva je to, da sem dejansko spoznala umetnika. To mi bo ostalo še v spominu dolgo časa. Drugo je bilo pa v bistvu to vodenje po razstavi, da sem dejansko bila lahko neke vrste kustosinja in tudi predstavljala in zastopala svoje slike in v bistvu imela priložnost komunicirati tudi z obiskovalci in v bistvu slišati njihova mnenja in v bistvu to, kako oni vidijo moje slike, tako da to je bilo zelo lepo. Dijake bi želeli opremiti predvsem z znanjem, ki bi ga znali uporabljati v življenju, da bi se trajnostno obnašali, da bi varovali to naše okolje še za nešteto generacij in da bi znali v svojem okolju prepoznati različne dejavnike, ki bi jih lahko uporabili v svojem življenju.